Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na našem ministrstvu. Kot veste, s 1. decembrom se je začela prodaja vinjet za leto 2014 in danes je 3. december, Mednarodni dan invalidov, zato smo ocenili, da je to tudi najboljša in najlepša priložnost, da vam predstavimo, kot že obljubljeno, rešitev dražjih vinjet za kombije, za velike družine in invalide. Zato bi najprej, preden predam besedo, lepo pozdravljala tudi goste današnje novinarske konference, in sicer poleg ministra za infrastrukturo je tukaj tudi Tomaž Marše iz Družinske pobude, pozdravljeni, in gospod Pavšič iz Rdečega križa. Prosim, minister, če lahko predstavite našo rešitev. Hvala lepa. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Mi smo ob uvajanju vinjete za kombi v višini 220 evrov dali obljubo, da bomo našli rešitev tudi za družine, za velike družine, ki uporabljajo kombije za prevoze in pa za invalide. In to obljubo smo tudi držali, tako kot vedno. In sicer skupaj z civilno iniciativo za družinsko pobudo, skupaj z Rdečim križem, Darsom in pa seveda Ministrstvo za infrastrukturo in prostor smo pripravili predlog, kjer dejansko bomo s pomočjo Rdečega križa, ki bo poskrbel za operativno izvajanje tega programa, zagotovili pomoč v višini 110 evrov, torej da tisto razliko od osebnega vozila od 220 do 110 evrov družinam, velikim družinam in pa invalidom povrnemo. Vse skupaj bomo izvajali na osnovi zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Torej, na osnovi tega zakona že sedaj invalidi in pa velike družine imajo možnost določenih ugodnosti pri letni dajatvi in na osnovi teh evidenc in pa seveda vseh dokazil bomo izvajali tudi ta program. Tisto, kar je še pomembno dodati, najprej seveda tudi zahvala vsem skupaj za pomoč pri tej akciji. Mislim, da je zelo pozitivna in da na nek način smo res naredili dobro delo. Na drugi strani pa seveda moramo poskrbeti, da bo sam postopek enostaven in postopek, ki smo se ga zamislili, je enostaven. Torej, upravičenci bojo predali prošnjo za povračilo 110 evrov skupaj z dokazili. Rdeč križ bo operativno to izvedel, sama donacija do Rdečega križa bo šla pa iz družbe Dars. Kar se tiče samega preverjanja upravičenosti, bo potekala na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na osnovi evidenc, ki jih imamo, verjamemo, da bo to hitro in enostavno potekalo, tako da, ko bo sam upravičenec potrjen, da ima vsa dokazila za vračilo 110 evrov, bomo seveda to nakazilo nemudoma tudi izvedli. Tisto, kar je mogoče še pomembno poudariti, da praktično z 1. so vinjete za naslednje leto v prodaji, tako da od današnjega dne naprej lahko seveda vsi upravičenci tudi pošiljajo prošnje in jih bomo obravnavali, in če je vse tako, kakor ima za biti, če so tle vsa dokazila, potem bomo ta nakazila tudi izvedli. Najlepša hvala, minister. Naj vam še ob tem dodam, da so vsi obrazci že objavljeni na naši spletni strani. Jaz vam jih bom tudi zdaj osebno razdelila. Bi pa zdaj želela povabiti besedi tudi gospoda Maršeta iz Družinske pobude, ki je že od samega začetka sodeloval pri tej pobudi in iskanju rešitev. Izvolite, gospod Marše. Lepo pozdravljeni. V družinskih organizacijah pozdravljamo to rešitev, ki omogoča povračilo razlike v ceni med vinjeto za kombi in vinjeto za osebna vozila za velike družine in invalide. S tem zagotovimo, da imajo te skupine, ki zaradi svoje osebne okoliščine, da imajo veliko družino ali da so invalidi, potrebujejo za svoje vsakdanje življenje večje vozilo. Se pravi, za enak standard prevozov, za katerega za ostale zadošča osebno vozilo, potrebujejo kombi. In ta rešitev zagotavlja, da bodo izenačeni in zato zaradi te svoje osebne okoliščine ne bodo plačevali višje cestnine kot drugi uporabniki avtocest. Res je, da bi bilo še bolje, če bi bilo to predstavljeno že takrat, ko je bil uveden nov cestninski razred. Lepo bi bilo tudi, če bi bila rešitev sistemska, vendar pa imamo zagotovila ministrstva, da se bo tudi to do prihodnjega leta poskušalo narediti in računamo, glede na dobre izkušnje pri sodelovanju pri tem
projektu, da se bo to tudi v resnici zgodilo. Prav je, da jasno povemo, da je ekipa na ministrstvu, ko so bili predstavljeni tehtni argumenti, zelo konstruktivno pristopila k reševanju te težave, tako da se nismo nič pogovarjali o tem, ali naj se reši ali ne, ampak smo samo iskali rešitve, kako naj se reši, da bo pravočasno, se pravi do začetka prodaje vinjet, in pa da ne bo v neskladju z evropsko zakonodajo, kar je bila precejšnja težava pri tej zadevi. Zato se je tudi nekako nekoliko zavleklo pri oblikovanju rešitve. In bi se ob tej priliki posebej zahvalil gospodu Bojanu Žlendru, ki je izredno konstruktivno in iniciativno vodil to usklajevanje, tako da je bilo, da lahko rečem, da je to neke vrste lahko zgled za skupno iskanje rešitev in sodelovanje vlade ali ministrstva s civilno družbo. Zahvalil bi se tudi Darsu, ki je s svojim pristopom v to rešitev, na način, kako pristopa in svojim odnosom, se nekako približuje ljudem in izkazuje neko zavezanost v skrb za večjo varnost in mobilnost posebej ranljivih skupin, kot so velike družine in invalidi v naši družbi. Bi pa prosil, gospod minister, če boste mogoče lahko še podrobno predstavili, točno kaj morajo uporabniki narediti potem, zato da bodo ljudje, ko bodo spremljali, ko bodo novice poslušali, da bodo res točno vedeli, kaj morajo narediti, da bodo lahko uveljavili to pravico. Seveda, brez pomoči humanitarne organizacije, ki se je tudi zelo hitro odzvala, Rdečega križa ne bi šlo, zato prosim še za par besed gospoda Pavšiča. Izvolite. Rdeči križ Slovenije je že leta in leta vpet v aktivnosti povezane z varnostjo v cestnem prometu. Kot veste, ima Rdeči križ javno pooblastilo za izvajanje tečajev in izpitev prve pomoči za bodoče voznike in pa vključeni smo seveda z našimi programi v okviru socialne dejavnosti za zagotavljanje pomoči socialno ogroženim. Tako da na osnovi pobude, ki je tukaj predstavljena, smo prepričani, da bomo v sodelovanju tako z ministrstvom pristojnim, kakor tudi z pobudniki korektno in dobro speljali to, kar je predstavljeno in zamišljeno. Super, hvala lepa. Hvala za pobudo, da predstavimo tudi, kako bo zadeva potekala, kako sem rekel, da bo res enostavno, da bo preveč komplicirano. Jaz ne bom šel preveč v detajle. Tele imam obrazec, ki ga bo potrebno izpolniti. Ta obrazec je dostopen na naših spletnih straneh. Ta obrazec bomo tudi vsem razdelili. Jaz vas tudi prosim, da res probamo to zelo dobro predstaviti javnosti, da bojo vedeli, kje lahko obrazec dobijo, da ga izpolnijo. Zraven so tudi vsa podrobna navodila, katere priloge je potrebno v tem obrazcu priložiti, katera potrdila. To je praktično vse, kar ljudje zdaj že imajo. Torej, če imajo kombi, imajo tudi poredno dovoljenje, katerega kopijo bojo naredili in tako naprej. In pa seveda vsa navodila, kam morajo to poslati. Za vse podrobnosti, če je še kaj takega, ko vam bomo te materiale razdelili, vam je pa Patricija na razpolago. Pozna še bolj podrobno, kot je jaz. Hvala lepa, vse mogoče. Seveda, vi ste tudi pomemben partner pri tem projektu. Namreč, glede na to, da mi ne moramo direktno nagovoriti vse upravičence, mi ocenjujemo, da jih je manj kot 500 v Sloveniji, v bistvu se na njih obračamo preko vas tem javnim pozivom. In sicer predlagam, da kar mogoče, da se jim pač to pove, da obrazec, ki smo ga že omenili in ki je dostopen na spletnih straneh, to se pravi prošnja za pomoč pri nakupu letne vinjete za cestninski razred 2P v višini 110 evrov, bodo upravičenci lahko poslali na Rdeči križ Slovenije, Mirje 19 000 Ljubljana, z izpolnjenimi zahtevanimi prilogami, se pravi 3. Poleg tega morajo dati upravičenci kopijo računa in kopijo prometnega dovoljenja. To bo dovolj, da bo Rdeči križ posredoval te podatke k nam na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kjer bomo mi to zelo ažurno in dosledno pregledali in seveda po potrditvi na ministrstvu, ki bo zelo kratka, ker si želimo, da bi bilo to zelo enostavno, tudi nakazali sredstva upravičencev. Jaz se vam te priložnosti res najlepše zahvaljujem tudi za ta odziv in za pomoč. Jaz verjamem, da bo tudi skomunicirano še preko obeh civilnih pobud tudi svojim njihovim članom.
To bi bilo z naše strani danes. Lahko še gospod pa še izvolite. Morda za ljudi še pomembno opozorilo. Ne? Glede na to, da se bo upravičenost preverjala v evidenci tistih, ki uporabljajo popust pri letni dajatvi, se pravi 50% za družine s 4 ali več otroki in za invalide pač oprostitev te dajatve. Iz števila uporabnikov tega popusta lahko sklepamo, da tega ne uporabljajo prav vsi upravičenci. Zato je zelo pomembno, da če doslej tega niso uporabljali, da ob registraciji vozila v letošnjem letu uveljavijo ta popust, na ta način pridejo v evidenco in lahko potem uveljavijo tudi vračilo te razlike pri vinjeti. Najlepša hvala. Ja, gospod Jaz bi Pavšič. prosil še eno pojasnilo. Rdeči križ Slovenije, kot veste, ima mrežo. To je 56 območnih združenj, vendar to, kar smo danes predstavili, je vezano na nas kot sedež. Se pravi, pomembno je, da upravičenci dejansko pošiljajo te svoje vloge na Rdeči križ Slovenije, Mir je 19 000 Ljubljana. Če se bo zgodilo, da bo kdorkoli od upravičencev prišel na katerokoli območno združenje, bomo mi zagotovili, da te vloge ravno tako posredujejo naši kolegi k nam na sedež in potem bomo obravnavali vse skupaj v skladu s tem, kar je bilo predstavljeno. Hvala lepa, zelo pomembna opozorila našim sogovornikom. Jaz se vam vsem trem najlepše zahvaljujem za vaš del, vam tudi za posredovane informacije, seveda je pa zdaj vaša beseda, tako da izvolite, če še kakšno vprašanje. Torej, ministrstvo bo sredstva nakazalo direktno upravičencem, torej ministrstvo, ne Rdeči križ. Ne, Rdeči križ, ne. Dars bo zagotovil ta sredstva z donacijo Rdečemu križu in potem se to izplačilo izvede. Mora se pa ministrstvo dati zeleno luč, da je upravičenec, da so tehni razlogi za to. Sredstva so pa od Darsa. Da. Se pravi, pri družinah gre pa za družine s 4 ali več otroki in to za vse družine, brez izjeme. Tiste, ki imajo kombi. Da piše 70. člen zakona o starševstvu, kaj to pomeni? To pomeni, to so družine, ki imajo 4 ali več otrok, ki so mladoletni ali se redno šolajo in so mlajši od 26 let. Se pravi, enak kriterij, kot je uporabljen za dodatek za veliko družino. Ni kakšnega socialnega korektiva tukaj, ne? Ne, to je univerzalno. Se pravi, vse družine. In imajo Ampak imajo kombi. kombi, to je pogoja, ne? Ja, vozilo. Ja, seveda. Se pravi, tega razreda. Tako. Če ima pa 3 otroke, pa kombi, pa ni upravičen. Mislim, kako je s tem? Ne, 4 Ja, mora biti. tako. Se pravi, to velja za vozila, ki so na tem seznamu. Tako, ki so na tem seznamu, tako. Mislim sicer, da ta seznam ni čist popoln, no, ampak Ja, se dopolnjuje, pač ne. glede na to, Sproti kar dopolnjuje, tista, ki tako. izpolnjuje kriterij za razred 2B. Ne? Se pravi, skratka, vsi, ki so že plačali vinjeto po ceni 220 € in izpolnjujejo kriterije za veliko družino. Koliko bo pa došel, pa ta denar na račune? Glede na to, da je to prvič, ne, v bistvu vam ne moramo direktno reči, se bomo pa vsi maksimalno potrudili, da bo to izplačilo kar se da hitro. Dejstvo je, da ko bo odobreno, da je nekdo upravičen do tega povračila, na dan, ko bomo mi to odobritev dobili, bomo najkasneje naslednji dan tudi ta sredstva dejansko nakazali. Po naših ocenah je malo manj kot 500, tam okrog 440 upravičencev z obeh naslovov. Ampak se pa lahko to število poveča, če se bodo še drugi. Ja, lahko tudi zmanjša, odvisno, ne, ali bodo to uveljavljali. Ne. Se pravi, je tudi na strani upravičenca, ali bo uveljavljal to plačilo prošnjo. Ne. Je pa to predpogoj, da dobijo oni, ali kako, ali ne, da je v tej evidenci. Kaj če recimo nekdo registracijo obnavlja septembra 2014, se pravi, da ne bo mogel za to vinjeto, ne? Ali pa prav razumem? On mora uveljavljati te olajšave. Ne? Če ni uveljavljal olajšav, potem ne bo upravičen do tega povračila. Če bo šele septembra to uveljavil, potem bo šele od takrat naprej lahko dal vlogo za, tudi če je zdaj kupi vinjeto, shrani račun, septembra registrira avto, uveljavi popust pri letni dajatvi, da pride v evidenco in takrat potem lahko to tudi za vinjeto uveljavi za nazaj. Zato smo se posebej potrudili pri dogovoru, da je čez celo leto to možno, ravno zato, ker
Do zdaj izkušnje kažejo, da niso vsi upravičenci uveljavili tega popusta pri letni dajatvi, druge evidence pa ministrstvo nima za preverjanje. Razumem, ja. Skratka, to v prevodu pomeni, če nekdo zdaj kupi vineto, ni še v evidenci, avto registrira septembra 2014, tako za nazaj uveljavlja. Tako. Tako. Dars bo donacije izvajal za vsako prošnjo posebej ali v nekem pavšalnem znesku? Ja, mislim, da bomo kar dosledni pri teh zneskih, da bomo sledili, a ne? Tako. To število 440, torej temelji zdaj na trenutni evidenci teh, ki uveljavljajo popust, Ja, ne? tako, to je ocena izračuna po nam dostopnih podatkih v tem trenutku. To vse skupaj, ne? Tako, invalidi in invalidne organizacije in velike družine. Če to prikupljen pri leasinga, potem mislim, da je v prometnem dovoljenju navedena leasing hiša kot lastnik, ne kot posebnost. Koliko še država? To smo mi tudi vprašali na sestanku, ko smo bili tukaj s predstavniki ministrstva in so nam pojasnili, da je avto, čeprav je lastnik leasing hiša, da je registriran na ime tega upravičenca in da lahko uporablja tudi ta popust v letni dajatvi, tako da ne bi bil v evidenci. Upam, da smo dobili pravilno pojasnilo in da to res je tako. A lahko zdaj še vse skupaj ponovimo, tako da bomo vsi videli. Recimo, kdo bo zdaj lahko uveljavljal, to smo povedali, s katerimi dokazili vse, tukaj sem se jaz malo zgubila, s katerimi dokazili vse? Ja, se pravi, 3 priloge, ne? Okej. Se pravi, prošnja za pomoč pri nakupu letne vinjete, to je priloga številka 1, potem upravičenci za uveljavljanje pravice, priloga 2, to je drugo dokazilo, ki ga morajo imeti, pa pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil, to je priloga 3, ki jih imate. Hkrati k tem morajo pa dati kopijo računa vinjete pa in prometnega kopijo dovoljenja. prometnega dovoljenja. Ja. Tako. Zanima strani Evropske unije, je bilo kaj pripomb na ureditev, to vrstno ureditev? Kaj pripomb ali kakšna... Na to rešitev, ki smo jo... Sej, to je gospod Mirše tudi pojasneval, da dejansko zato, ker smo iskali rešitev, ki ne bo sporna v povezavi z evropsko zakonodajo, se nam je tudi vse skupaj malo zavleklo, ampak smo preverili po vseh kriterijih in po vseh kriterijih je ta rešitev ok, tudi kar se tiče evropske zakonodaje. Kakšen odziv Bruslja imate na to, oziroma ste kaj posebej preverjali? Ne. Prosim, še vprašam, ko bi minister Klej, ste bili podpredsednici vlade ali ne? Zaradi tega le? Mogoče tudi malo zaradi ne. A ste bili ali ne? Ne, nisem bil predsednici. Kako razumete včerajšnje njene besede, da bo po pogovoru z vami se še odločalo o vašem statusu? Zelo korektno odgovor je dala, da se bo pogovorila z mano, da me bo poslušala, torej mi je dala priložnost, da razložim svoj del zgodbe. Na osnovi tega pa zelo jasno rekla, se bom odločila, se pa minister sam odločil. A vam dali to kakšen povod, da bi vi mogoče sam vstopil? Ali boste... Ne. Ne? A imate Ne. danes pogovor z njo? Ne. Imate ta teden? Ta teden bomo pa verjetno uskladila termin, ja. Se pravi, vi še vedno ne razmišljate, da bi odstopili? Niti slučajno. Ker? Drži, da se boste v 14. srečali na poslanski skupini glede tega vprašanja? Ja, danes ob enih imam svojo poslansko skupino, da jim vse v detajle podrobno pojasnim. Potem imamo izvršilni odbor, tako da bom eno in drugo danes opravil. In jaz verjamem, da bo kar nekaj priložnosti, da bo minister te zadeve tudi vam pojasneval. Jaz bi se pa na tem mestu zahvalila vam za obisk, za pozornost in seveda tudi gostom današnje novinarske konference, ki so nam pomagali pri projektu in izvedbi. Hvala lepa, vsem skupaj in srečno. Hvala, Dio. Srečno.